Kurentov skok je uvod v pestro dogajanje tradicionalnega kurentovanja in pustnega časa na Ptuju. Močno sneženje jih je samo spodbudilo, da začnejo odganjati zimo in pričnejo klicati pomlad. Na prostem so ob močnem sneženju obiskovalci pričakali prvi ples okoli 350 kurentov oziroma kurantov, najštevilčnejših in najbolj priljubljenih etnografskih likov v Sloveniji. Ko sem imel čast biti ptujski princ karnevala, sem pač si zadal neko novo nalogo. To je bil stari običaj, ampak je skoraj čisto izumrl, pa sem nekako ga obudil in od prvega leta se je to zelo prijelo in seveda ne samo tu pri meni, še v vseh drugih občinah so zdaj obudili ta običaj in jaz mislim, da je nekaj enkratnega. Enkratna pa je tudi njihova družinska tradicija, ki sega že v leto 51. Ja, meni je bil kurent položen v zibelko. Nosim očetove zvonce, sicer zdaj sem že sinu predal, ker je to pri nas tradicija, ko polnoleten dobi zvonce od svojega očeta in seveda mora svojo tradicijo peljati naprej. S tradicijo podarjanja kurentovih zvoncev pa imajo opravka tudi v družini Petrovič. Najstarejši kurent Janez Petrovič je letos kurent že 76. Na kurentov skok je tudi letos pripeljal oba sinova in vnuka, ki pa je prve zvonce dobil pri svojem prvem letu. Prvič sem bil kurent, sem bil 4 leta star. In sedaj ste to lepo tradicijo prenesli verjetno tudi naprej? Evo, na sina, pa na vnuka, pa na drugega sina tam. Tudi najmlajši v družini ve, kakšna je naloga kurenta. Ja, da odganjajo sneg, pa prinašajo pomlad. Tudi jaz imam od svojega 4. leta kurentijo na sebi, on pa je imel z 1 letom, ko je shodil, tako da to nam ostaja nekako v družini. Brat je tudi poleg, pa vsi so bili nekda, no, tako bom rekel. Kot veliva tradicija si kurenti oziroma kuranti na ta dan prvič nadenejo svoje zvonce. Ja, zdaj zvonci se prenašajo, ampak zdaj mi dva imamo malo bolj moderne z bratom, tako da vagajo celih 24 kg. Samo zvonce. Kaj pa potem še ostala oprema? Ja, pa ostala oprema je skoraj dobrih 45 do 50. Tako da moramo kar biti vredno fizično pripravljeni, da zdržimo to postovanje skozi do konca. Ne? To leto je 16. princ ptujskega karnevala Aleš Goričan, ki s prevzemom oblasti napoveduje v času karnevala veliko zabave. Sicer pa je naloga princa prisotnost na čim več dogodkih, seveda, da tudi, ko si kje drugje, izven Ptuja, da promoviraš ptujski karneval, vso dogajanje, ne nazadnje pa tudi prevzem oblasti. Tako se je 17. tradicionalnim kurentovim skokom začel 58. festival kurentovanja na Ptuju. Lepo vabljeni vsi skupaj do 13. februarja na Ptuj.